ocenjujem stanje v vojaškem podastu Slovenske vojske kot dobro. Da, primanjkuje nam virov in o tem govorimo že 3-4 leta. Dejstvo pa je, da smo mi kljub, če tako rečem, najtežjih časih za Slovensko vojsko uspeli zadržati vse zmogljivosti. Vse zmogljivosti postajajo operativne. Praktično smo izvedli tudi vse naloge, ki so jih na nas zadali preko generalštaba, tudi vsi ostali zemlji Republike Slovenije. Uspeli smo celo nadaljevati, sicer počasneje z na nek način tudi modernizacijo vojaškega letalstva. Uvedli smo operativno uporabo letih, nove radarje dolgega dosega, zamenjali smo sistem C2 v nadzoru in kontroli zračnega prostora. Uspešno smo končali tudi nadgradnjo helikopterjev Kuguar. Certificirali smo v zadnjih 3 letih 2 enote preko NATO-vega sistema certifikacije. Tako da, viri primanjkujejo. Tisto pa, kar se trudimo in kar nam je uspelo zadržati visoko znanje, visoko znanje, specialistično in splošno se pripravljamo in pa visoko motivacijo za izvedbo vsega. Koliko imate kaj? Povejte, kakšno je vzdušje v Volku, so kakšni odhodi, mogoče zaradi finančnih računov? Zdaj specifični razlog, ali so finance tudi razlog za odhod, tako bom rekel. Da, odhodi so. Imamo odhode, imamo prihode. Smo praktično v istem položaju, kot celotna Slovenska vojska. Želeli bi si več prihodov. Dejstvo je, da pri nas vsak odhod je še toliko bolj boleč, ker za šolanje, potem usposabljanje, ker za pričetek samostojnega dela vsakega specialista potrebujemo 2 do 3 leta. Zadaj so tudi velika finančna sredstva, ampak se pravi, odhodi, ki so bili, so na nek način, jaz bom rekel, tudi normalni. Tudi mi bi si želeli, da bi ta cikl na nek način postal normalen, da mi dobivamo mladi kader, šolamo, ono dela tukaj svojih 10-15 let in da, potem lahko gre in gre v civilstvo. Ker ta svežina, ki jo prinegaš mladi in izziv, ki ga oni imajo, za temi, ki so v sistemu že recimo 20-30 let, že za njim. Drugače pa motivacija, vseeno rekel, vero ne rad omenjam, ampak da smo vse naredili brez motivacije vsakega posameznika. Zdaj mogoče neprimerno za današnji dan prihajajo informacije, da se vrčuje tudi pri varnosti letenja simulacije. Varnost letenja je izredno kompleksen poj. Vsi, ko govorijo o varnosti letenja, govorijo o šolanju pilotov. Jaz bom tako rekel, mi naredimo vse. Prepričan sem, da bomo tudi v letošnjem letu dosegli, da ta del usposabljanja ne bo ogrožen, da bo varnost letenja zagotovljena na najvišji stopnji. To dokazujemo tudi za preteklimi leti. Vsako leto je bilo manj virov, mi smo uspeli zagotoviti vse, kar je potrebno, ko govorimo o varnosti letenja. Se pravi, ko govorimo o varnosti letenja, začnemo že pri vzdrževanju in sredstvih za vzdrževanje. Ko govorimo o varnosti letenja, govorimo o zaupanju med tistim, ki vzdržuje helikopter, ga popravi. Večkrat ste tudi sami videli, kako to zgleda, ko ga razstavi. Potem je to treba sestaviti in potem pilot mora imeti zaupanje v te ljudi, da stopi. In ja, na koncu zadnja varovalka, ki je v helikopterju ali letalu, je bila. Do sedaj smo to uspeli zadržati na najvišjem nivoju in tudi bomo. Kako pa je s simulacijami letenja? Simulatorje letenja načrtujemo tudi v letošnjem letu. Da, finančni vidiki niso še popolnoma dorečeni, ampak jaz verjamem, da bomo to izvedli. Kaj pa denimo nabava novih helikopterjev, novih letal, mogoče drugačnih tipov letal helikopterjev? Je to Jaz ne rad govorim o nabavi novih posameznih helikopterjev vse skupaj. Vse to je povezano se pravi z načrti Slovenske vojske, z njenimi nalogami v bodoče in pa tudi z razpoložljivimi viri. Jaz pravim, da tisto, kar imamo v tem trenutku zadošča za izvedbo vseh nalog,
Vsekakor pa da. Vprašanje je, na katerega je edini logični odgovor, da v bodoče pričakujemo ali nadgradnjo, ali modernizacijo obstoječe flote, ali nove. Kdaj pa je to v bodoče, je pa potem definirano drugo. Pravi bi bili veseli takšnega darila, kot so ga dobile hrvaške letalske sile od Američanov? Konkretno takšnega darila je težko odgovarjati na to vprašanje, zato ker vsaka darila so povezana z določenimi nalogami, ki posamezne vojske imajo. Darilo, da, to je zmeraj od zadnje večplastna zgodba, ki ni vedno pozitivna. Da, vsako darilo, ki bo dopolnilo naše obstoječe zmogljivosti glede na naše naloge. Mi se že od nekje leta 2014 držimo praktično, kako bi rekel, v tem trenutku tudi glede na razpoložljivi kader, ne samo v pilotskem smislu, ampak tudi v smislu vzdrževanja same tehnike, že maksimalno, to je okoli 6000 ur plus minus na leto. Mislim, da to predstavlja praktično maksimalno. In v tem trenutku je to tisto, da ko enkrat priješ na vrh, je potrebno še toliko več moči, da ta vrh vzdržuje. Kje ste pa s tem šolanjem oziroma težnjami po tem centru za šolanje usmerjevalcev? Mi smo na poti, ki smo si jo začrtali. Točno tam, ne naprej, ne nazaj, ampak točno tam. Zakaj pravim točno tam? Morate se zavedati, da je omemba ali pa prvič izražena namera o formiranju takega centra bila izražena šele v okviru srednjeročnega obrambnega programa 2013-2018. Od 2013, ko je bilo se prav to prvič nekje zapisano, pa do danes smo uspeli certificirati tako za strani NATO, kot za strani Združenih držav Amerike program, kar pomeni, da vsi, ki ta program končajo pri nas, je praktično isto, kot če bi ga končali v ameriški šoli. Mi nadaljujemo, imeli smo že en mednarodni tečaj, se reče z enim pripadnikom, da, ampak že to je pomembno. Tudi glede odzivi, ki smo jih dobili za avstrijske strani, so izredno pozitivni. Oni hočejo svoje sodelovanje še povečevati. Mi gremo naprej. Mi računamo, da nekje do leta 2018 bi morali dobiti še simulator, ki ni potreben za certifikacijo, bi pa vzdignil celotno zgodbo na zelo visok profesionalno. In jaz verjamem, da smo na pravi poti in da nam bo uspelo. Brez dodatnih finančnih sredstev. Hvala lepa.